Jo, sobota je, vsi smo zelo na easy, pičimo v Avstrijo, v Kiko, mislim, da Tina hoče kupiti ene rjuhe. Avto je dosti zanimiv. Ionika, a tega poznaš? Sprav, gre za en avto, ki ga je Hyundai ene 4 leta, se mi zdi, nazaj ven dal. In to je bil za njih en tak dosti velik podvig, ker so dali v štartu ven hibrida, priključnega hibrida, pa še električnega. Na pa zdaj že nekaj časa minil, avto so prenovili, zdaj pa pet z mano. In to je ta prenovljen. In to je električen. Jaz sem ga čez noč filil, ker sem se včeraj zvečer ob, koliko je bila ura, ene 10 zvečer pripeljal domov. Je bilo dosega za 10-15 km, zelo švoh. Pa sem ga priklopil na štrom, navadna šuko tičnica, pa da vidimo, koliko je dosega zdaj, pa pičimo pa v Avstrijo. Aha, to se pravi po, koliko je zdaj ura? Koliko je pa ura? Naj spožgal avto. Kurska grafika, zakaj ti piskaš? 10:36, ok, to se pravi dobrih 12 ur polnjenja. Unplug vehicle to start, to razumem, 192 km. Pejma! Pa še tole bi rad pokazal, ne, kufer v osnovi ga je za 350 litrov, kar se pravzaprav ne sli zelo velik, predvsem zato, ker je... Get away, go. Predvsem zato, ker je razmeroma plitek, vidiš? Pa tole tudi za izpostaviti, vidiš, fajn mi je, da obstaja ena taka lična škatla, oziroma, kako se temu sploh reče? Fotrola? Ne, to je tisto za očala. V glavnem, v katero lahko pospravaš kabel. Tukaj, kar se velikosti same fotrola tiče, vidiš, je ravno dovolj velika, da ne rabiš zdaj basati, ta se pa truditi, da boš vse skupaj noter spravil. Evo, še gospod Recaro gre z nami. Aha, čakaj. Veš, malo je smotan, ker Hyundai nima klasičnih vodil, ampak... Aha, evo ga. Veš, tako snen žep je in moš pol noter najdati, se jih ne vidi, je pa res, da so zelo blizu, niso daleč noter, pa ni težko zadeti. Ok, nismo pripravljeni. Tole še ven dal. Ok, tole sem do stran, zato da je naklon sedeža lahko mečkam bolj nazaj. In to je to, pojmo. Ava, are you ready to go? What are you doing? You made lunch? Is the baby sleep? Where's the baby? No baby in here. Okay. You ready to go? You know that the last time I was in here, I saw that the light was still on, the one that says be happy. All right. Drugač pa ena stvar, ki pride do tega avtomobila, kabina je zelo prostorna, preglednost je pa zaradi pač, kar si... Preglednost je pa malo slabša. Ava, I need to record something, come on. Zakaj ta piska? Zakaj piskaš? Tina, mama! Sprav gremo v Graz, da tja je koliko dolga, 50 km? No, 60. Range imamo za švoh 200, tako da ne bo problem, pa še malo se bomo okrog vozili. Pepelnik ven, kovančnik je v bistvu to bolj. Veš, pogledaš pa lahko samo vrata, ali veš? Bolite. Ej, zakaj sem jaz na šipi? Gremo nazaj. Glej to, koliko je prostora, to pa sploh nisem tako še gledal. Kam že moram gledati? V vseh letih se nisem tega navrla še. Sploh namazana, ker počesala nisem. Jordan. Še Jordan. Si videl ustnice? Prosim, daj tja kamero. Ja, unikot. Ena stvar mi ni jasna. Prvo rečeš, ne moramo iti s tem avtom, ker nija dovolj dosega, pol priješ. Če nisem vedel, koliko se bo nafilanje. Potem ti rečem, čuj Mercator, še moramo iti. Jo, to pa ne vem, če bomo imeli dovolj. A ja, ker do Avstrije pa nazaj pa bomo imeli, veš. Pa če ti piše, le kaj piše tukaj? Preber, prosim. 192 km. Samo kaj, če daš bolj po gasu, to sicer nadrži pol. Moraš prilagoditi stil vožnje, lej 70% A torej sem spet 30 furali ali kaj pa? Ne, veš pa skozi ti piše, kje je najbližja postaja za polniti. Nearby stations 570 metrov, avto Šerbine. A ti ga polniti nekam, ti samo meni denarnico pusti. Mi dve bova vse zrihtali. Boste zrihtali prepihu mojemu tošlu. Če pa vam boš tako srečo pol. Eno rovžo bom kupila. No tako, mi smo se pripravili v Štacuno, v tem trenutku smo naredili 75 km, mislim, da je štroma še za 40%, oziroma za 111 km dosega. Poraba je bila pa, začeli smo s 15 kWh na 100 km, zaključili pa s 16,8. Kaj je zdaj to? Če ne vem, kam moram gledati.
najdla sta posteljnino. Ker boš to objavil. Tino full mod, zato ker je ista posteljnina, ker ona pa se... Ja, če čista enaka. Malo drugačna. Svoboda. Ta izvedba, ki je 100% električna oziroma je poganja elektrika, maska je pri tej zaprta, vidiš? To je pa tudi zato, ker ne rab klasičnega hlajenja, kot običajen motor na notranje izgorevanje, ne? Se to logično. Ajde. No bi prosil, nisem te nalašč, resno. Ravno ker mi je rekel, da sem coin. Pravi coin si. Povej, kak si me daro, Ja, ti si imela roko na naslonu, jaz sem se usedel noter in sem se prepasal. Ful bom mislil, da me tepeš. Svete? Lega, tako naš, za taksi ga imajo. Veš, prav električen je. Lega. Mi imamo tudi okno tak dol. Ja, presekano okno ima zadnji. Veš, pri našem je tudi tako, imamo presekano zadnjo šipo, imamo 2 okni in to tudi vpliva na preglednost. Ni katastrofalno, zato ker levo pa desno vidiš ok, nazaj, tam je pa pogled vse malo ukrden. Ja, Evo, mami. bravo, a ti. Čak je on že jaz štromila zadnji levo, ne? Ti si že lačna? K Atana mama. Vidiš, piše Verbindung OK, ker pomeni, da sta uspešno povezana, stisneš start. Da se pa razumemo, ne gre tako hitro, zdaj sem si mogel 7-10 minut, zato da sem zelo do aplikacijo, da sem unesel not svoje podatke, ker je štrom, pač tudi nekaj stane. Are you coming? Come on, let's go. No, come on. Ava, let's go. Come on, let's go. No, I'm not hungry, let's go. Come on, let's go. Obešalniki, resno? Kam zginejo, da ti meni povej, kam zginejo. Come on, let's go. Te pa lahko kakšna stvar tudi preseneti, ne? Jaz sem moral sredi nakupovanja poklicati tegale providerja Smartix, zato ker prek appa nisem mogel prekiniti polnjenja. A veš, jaz sem bil ves čas prek aplikacije pozoren, koliko štroma se je noter že stekal, in ko sem videl, da ga imam čist dost, da bom lahko domov normalno peril, pa da mogoče eventualno naredimo še kakšen detour, sem želel ustaviti, pa je app zaštekel in so pol povedali, da se to dostikrat zgodi, in če se zgodi, jih pokličeš, pa ti oni pol svoje lokacije oziroma svojega servisnega centra to prekinejo sami. To je to za danes po mojem. A prav? Ajde. Pa nismo še čist konc, samo še par stvari, preden Ionika vrnem, stvari, za katere se mi zdi, da bi jih moral vedeti. Stvar številka 1, o kufr smo govorili, 350 litrov, zato ker je razmeroma plitek, in to je za 100 litrov manj, kot pri običajnemu Ioniku, zato ker se akumulator oziroma tisti del pogonskega sklopa, ki skrbi, da imaš ti neki džuska, da se okrog voziš, je shranjen tukaj spodaj. Zdaj pa tako, prenova mu je prinesla osvežen videz, ne samo spredi, in to se nanaša na luči, na masko, na odbijače, pa tudi na zadnji konc, tudi tukaj imamo v mislih odbijač in luči, vidiš? Ta glavna novost je pravzaprav nov zmogljivejši elektromotor. Prej je ponujal 88 kW največje moči, zdaj je pa teh dobrih 100. Pa številka povezana z navorom 295 Nm ga je ostaja enaka. Ampak bolj je pomemben to, da je povečana kapaciteta baterije iz 28 kWh na 38 pa drobiš. In po ciklu VLTP to Ioniku prinaša tudi malo povečan doseg. Hyundai trdi 311 km, jaz trdim, da ta številka, razen če se ne bi šel nekih ekstremnih iger, vse ni tako lahko dosegljiva, je pa doseg večji, kot je bil prej, to pa drži. Mal mi je naroden, ker nisem šel sprobati točno, kakšen je, za porabo sem pa že itak rekel, ne, pri meni se je gibala od dobrih 15, 15,1, 15,2 kWh na 100 km do 18, 18,5, če sem se zadržal večinoma sam na avtocesti. A ja, pa še cena, mislim, da je na 36 900, to ceno je Hyundai komuniciral lani septembra, ko je avto v prenovljeni obliki prišel na slovenski trg. Upoštevi pa valjda še državno subvencijo, 7,5 €, pa smo pa že pod 30, to je pa za avto, ki se konec koncev, o tem sploh govoril nisem. Tudi pele kar lušten, pravzaprav je presenetljivo natančen, v ovinkih se mi zdi, da kar dober del. Glede na to, kaj ti vse ponuja, glede na prostor, vozno dinamiko, izkušnjo v kabini, doseg in tako naprej. Ok, to je pa zdaj res to. Ajde. Vrš. Dončić, Kleme. Saj čakaj, daj še enkrat. Dončić, Kleme.